Lep pozdrav! Danes raziskujemo, katere strategije imajo državljani v Sloveniji na voljo, da zakonito izrazijo nestrinjanje, bodisi z zakonodajo ali njenim sprejemanjem. Ja, viri, ki jih pregledujeva, opisujejo res cel nabor orodij. Od čisto formalnih pravnih poti do nečesa, kar viri imenujejo tudi državljanska sabotaža. Ampak ključno je, pravijo, da vse to sloni na naši ustavi in zakonih. In to je res fascinantno, kako viri poudarjajo prav to, da so te metode zasnovane kot zakonite, varne pred pregonom. Torej ne gre za neko anarhijo. Ne. Gre za uporabo obstoječih temeljev. Ustava Republike Slovenije, recimo členov o pravici do sodnega varstva, svobodi izražanja, dostopu do informacij. Pa verjetno tudi konkretnih zakonov. Seveda, kot sta zakon o dostopu do informacij javnega značaja, ZDIZ-ja, ali pa zakon o ustavnem sodišču. Viri temu pravijo nekakšna, pravno poslušna državljanska neposlušnost. Pravno poslušna neposlušnost. Zanimiv koncept, res. Kje torej začeti? Viri izpostavljajo moč informacij, te zahteve po ZDIZ-j, kaj ne? Tako je. To je prvo orodje. Državljani lahko zahtevajo vpogled v celoten postopek priprave zakona. Kaj točno lahko zahtevajo? Vse mogoče. Kdo je sodeloval, kakšna pravna mnenja so bila podana, ali obstajajo analize skladnosti z ustavo? Finančni učinki, predpostavljam. Tudi to, ja. Pa recimo utemeljitev, zakaj se je šlo v hitri postopek, če se je. In če odgovora ni, ali pa je pomanjkljiv? Potem sledi pritožba informacijskemu pooblaščencu. V bistvu ne gre samo za transparentnost. Že samo vztrajanje pri teh postopkih lahko upočasni celotno zadevo. Se pravi, že sam dostop do informacij je lahko strateško orodje. Dobro. Kaj pa, ko je zakon že sprejet, ampak se zdi sporen? Tu pa nastopijo pobude za oceno ustavnosti. Viri navajajo kar nekaj tipičnih razlogov. Naprimer? Recimo, če je bil zakon sprejet prehitro, po skrajšanem postopku brez nekih utemeljenih razlogov. To je lahko kršitev poslovnika Državnega zbora. Ali pa če posega v pravice. Seveda, če posega v ustavne pravice, naprimer v zasebnost 35. člen ustave, ali pa če je bila upuščena presoja vplivov, kar terja 15. člen ustave. In kaj je ključno pri taki pobudi? Pomembno je, da pobudnik izkaže, kako zakon neposredno vpliva nanj, svoj pravni interes, in seveda predlaga razveljavitev. Viri svetujejo, naj bodo te pobude pripravljene res skrbno, skoraj tako, kot bi jih napisal izkušen pravnik. Razumem. In potem je tu še tisti adut neposredne demokracije, referendum. Ja, zbiranje 2500 overjenih podpisov za referendumsko pobudo. To je kar močno orodje. Nima čikašelj, ampak sproži postopek. Točno. In viri omenjajo celo možnost neke vrste strategije, masovnega vlaganja pobud, recimo ob vsakem zakonu sprejetem po hitrem postopku, ki se zdi sporen. Kot nekakšen sistemski pritisk. Ja, kot ustavno-legalna taktika za preobremenitev sistema, če hočete, ali pa vsaj za močno opozarjanje, ki sili k bolj premišljenemu delu. Zanimivo. No, to nas pa pripelje do tistih bolj neposrednih metod, ki jih viri imenujejo državljanska sabotaža. To pa zvani kar provokativno. Ja, sliši se morda res tako, ampak koncept, ki naj bi bil delno povzet po nekem starem priročniku ameriške OSS. OSS? Predhodnice CIA? Kako nekako, ja. Ampak prilagojen koncept pomeni uporabo čisto zakonitih postopkov za namerno upočasnjavanje ali celo blokiranje. Ne gre za ilegalna dejanja. Ampak za izkoriščanje sistema proti njemu samemu. V bistvu ja. Naprimer, vztrajanje pri čisto vseh možnih fazah postopka, javne razprave, presoje vplivov, zahtevanje vseobsežne dokumentacije, ki jo zakon morda predvideva. In še kaj? Lahko se vlaga alternativna strokovna mnenja. Ali pa celo osnutki zakonov o strani civilne družbe. Zakonodajalec si jih mora potem formalno obravnavati. To je skoraj kot, uporaba birokracije kot orožja. Kaj pa še bolj konkretne, morda malo bolj sitne taktike, ki jih omenjajo viri? O ja, opisujejo tudi to. Postavljanje dolgih, zelo tehničnih vprašanj na sejah odborov. Vlaganje ogromnega števila amandmajev. Vsak svojo obrazložitvijo, predpostavljam. Seveda, čim bolj zapleteno, tem bolje za ta namen. Predlaganje sprememb za vsak člen posebej.
Spreminjanje ključnih definicij v zakonu, da postanejo nejasne ali celo protislovne. Viri omenjajo celo predlaganje, da za nadzor nad izvajanjem zakona skrbi nek povsem napačen organ, da se ustvari institucionalna zmeda. Sliši se kot utapljanje zakonodajalca v lastni proceduri, kot pravijo viri. Točno ta izraz uporabljajo, ja. Gre za gverilske taktike znotraj sistema. Dobro, kaj pa, če zakon sicer obstaja, ampak ni izvedljiv? Ker manjko še kaj? Tudi to je ena od taktik. Neupoštevanje zakonov, ki nimajo sprejetih nujnih podzakonskih aktov. Brez pravilnikov ali uredb so mnogi hitro sprejeti zakoni, pač samo črka na papirju. In to je zakonito? V upravnih postopkih lahko državljani čisto zakonito zavračajo njihovo uporabo, dokler ti akti niso sprejeti in objavljeni. Aha, viri omenjajo še neko pravno nepokorščino. Kaj pa je to? To je malo drugače. Gre bolj za simbolno neupoštevanje zakona zaradi suma neustavnosti. Ampak pozor, ob skrbnem dokumentiranju razlogov in takojšnjem sproženju pravnih postopkov, recimo zahteve za ustavno presojo, če bi prišlo do kakršnekoli sankcije. Razumem. Ni torej kar ignoriranje. In končno, viri omenjajo še pomen obveščanja javnosti in mednarodnih institucij. Absolutno. Širitev zavedanja je ključno. Simbolne akcije, uporaba umetnosti, satire, parodije, vse to pomaga. In mednarodni vidik? Ja, obveščanje institucij, kot so Evropska komisija, Svet Evrope, morda Beneška komisija. S tem se lahko ustvari dodaten mednarodni pritisk. In kot pravijo viri, lokalna sabotaža postane globalno vidna. Torej, če povzamem, viri, ki sva jih pregledala, kažejo na res celo paleto zakonitih orodij, od formalnih pravnih sredstev, kot so zahteve za informacije in ustavne presoje, prek referenduma, do teh bolj sistemskih, morda celo sabotažnih pristopov, ki pa, poudarjava še enkrat, izkoriščajo sama pravila igre za upočasnjavanje ali blokado postopkov, ki se državljanom zdijo problematični. Vsekakor. Kar pa nas seveda pripelje do enega vprašanja za razmislek. Kje je tu meja? Meja česa? Meja med legitimno obrambo ustavnosti, demokratičnih načel in med tem, ko uporaba teh strategij preobremenitve sistema morda preraste v nekaj, kar lahko dejansko ovira tudi potrebno in čisto legitimno delovanje države. Kako najti to ravnotežje med zaščito demokracije in tveganjem destabilizacije?